ful smo veseli, da si z nami. Dajmo biti mal skupaj, boljš kot da smo sami. Učni kotiček, Na svet za boljši svet. s pravljico v ušesih, gremo na potep. Pazi! Teja, vidim te, pazi, pada! O, ne! Ha, evo, pa imaš. Pa še enega. Pa še enega. Na. Ej, Juš, pridi sem. Počasi, počasi, pridi sem. Tukaj naj Teja ne vidi. Na 3, 4, zdaj vrziva skupaj. 3, 4, zdaj. O ne, majoj, no, čisto sem premočena. Dobro sta me zadela. Ha, dober met, Juš. Haha, oprosti, nisi nama ušla. Meni pa je zmanjkalo balončkov. Vse vidim, da vama tudi. Dajmo še eno vrečko odpreti in jih napolniti. Čakajte. Kaj pa se dogaja na mojem vrtu? Ja, čakamo te, da prideš, pa nam je bilo dolg čas, pa smo si rekli, da se malo pozabavamo. A veš, za rojstni dan sem dobil tele vodne balončke. Kaj? A sem prav slišal? V tejle vročini se obmetavate z vodo. Ampak Jošt, saj smo uporabili deževnico, to iz soda. A ja, okej, še dobro. V glavi sem že sestavljal, kako naj vas okaram. Ja, no, veste, lansko leto sem se odločil, da bom vrt zalival le z deževnico. Tako imam na vrtu en velik sod, ki ga ob deževnih dneh odprem in tako van pada dež in se zbira. Pametno, smo opazili. Ampak limonado smo si pa vseeno naredili z vodo iz pipe. Tale sopara. Prav čutim, kako izpareva voda z mojih oblačil, kot da bi bil blizu najbolj vročega ognja. In kako je šele vroče gasilkam in gasilcem na misijah? Nekje sem zasledila podatek, da gasilski avto lahko prepelje tudi več kot 6000 litrov vode. Wow! To je pa res veliko. Kakšno leto, mogoče 2 nazaj, sem opazoval divjanje ognja na Gorenjskem. Letala, ki so ogenj gasila iz zraka, so vodo zajemala iz preddvorskega jezera Črnava. Obstaja precej nasvetov, kako paziti na čisto vodo. In prav gotovo, kakšen nasvet lahko zaslediš v tokratni oddaji Uro. Ja, potem pa predlagam še en vrč limonade, odprimo ležalnike in marele in radio na glas. Novice. Lepo pozdravljeni v zadnjih novicah te sezone. Sam že uživam ob morski vodi, ki dobro dene mojim sinusom, pa tudi trebuščku. V morju se namreč nahajajo najbolj slastne ribice. Pa še bolj zdrave so kot recimo ocvrt krompirček, ki pade po tleh turistom. Grem kar na kratek ribolov, vi pa lahko prisluhnete aktualnim novicam. Pozdravljeni, sem Tim Pingvin in se vam javljam iz Antarktike. Pri nas se je ravno začela sezona antarktične zime. Tako je. Medtem ko se v Sloveniji nastavljate prvim toplejšim sončnim žarkom, je pri nas maja in junija sezona hladne antarktične zime. To je tudi čas, ko prevzamem svojo odgovornost za valjenje jajc. Sedim na izvaljenih jajcih, jih grejem in razmišljam, koliko časa bom lahko še užival v hladnih zimah. Led se namreč nevzdržno hitro spreminja v vodo in to pomeni manj prostora za nas, pingvine. Moja pingvinska partnerka, cesarsko čudovita Margareta I,
je šla namreč na 2-mesečno potovanje in dela prav podobne stvari, kot jih je omenil Galeb Golobič. Lovi slastne ribe, plankton in nabira moči, da bova skupaj lahko vzgajala malega pingvina ali pingvinko, ko se izvali iz jajca. Komaj čakam, da ga ali jo spoznate. Se javim čez 2 meseca. Sem že nazaj z malice. Gremo k zelo vodnemu poklicu in ne, to ni vodnar ali pa vodovodar, pač pa gasilec oziroma natančneje gasilka. Neža, se slišimo? Pozdravljeni mlade gasilke in mladi gasilci. Danes je na naši gasilski postaji prav poseben dan. Dan odprtih vrat. Vsako leto lahko tako na ta dan pred našim gasilskim domom raziskuješ notranjost gasilskih vozil, splezaš na najvišjo lestev, celo vodne cevi se naučiš sestaviti. Žal napovedi niso prav dobre. V zadnjem času nas tako negativno preseneti vedno več naravnih katastrof. Včasih smo imeli čas za reševanje kakšnega mucka z drevesa. V današnjem času pa smo razpeti med prometnimi nesrečami, sušnimi požari, poplavami in drugimi naravnimi katastrofami. Ampak s ponosom povem, da sem letos končala vsa izobraževanja in držim pesti, da po počitnicah postanem prava profesionalna gasilka. Ena od 4 v Sloveniji, zaposlenih namreč. A med nami je še več prostovoljnih gasilcev in gasilk. Več kot 160 000 nas je, ki ob klicu nič ne odlašamo in se hrabro borimo z vsako nadlogo. Naj za konec dodam še, da smo na naši gasilski postaji zelo veseli vsakega obiska mladih navdušencev in navdušenk, še bolj pa bi nas veselilo, če nepremišljeni ljudje iz avtov ne bi metali ogorkov in če bi se zmanjšalo število prometnih nesreč. Pa brezpožarni, brezpotresni in brezpoplavni pozdrav! Lep brezorkanski pozdrav nazaj. Zdaj pa še malo pojezikajmo. Pod vodo, to se sliši nekako takole. Prav lepo pozdravljeni v jezikovnem kotičku, kjer odkrivamo prenesene pomene. To so besede in besedne zveze in povedi, ki ne pomenijo točno tega, kar se na prvi pogled zdi, ampak imajo nek drug pomen. Jaz se v tem kotičku počutim kot riba v vodi. To pomeni, da mi je tu zelo prijetno. Kot riba v vodi se počutim tudi v deževnem gozdu, od koder smo, kameleoni. Ste morda slišali tudi za izraz, da je nekaj padlo v vodo? To pomeni, da ni šlo po načrtih. Zadnjič sem bil dogovorjen za zmenek, ves pripravljen sem, sedel na drevesu, vendar sem se pomotoma obarval v barve svoje okolice in me druga oseba ni našla. In najin zmenek je padel v vodo. Upam, da ste se kaj novega naučili in da boste to poletje še raje čofotali po morju, jezerih, rekah ali pa kar po lužah. Pa lepo se imejte! Hvala lepa, Blablaž. Dragi poslušalec ali poslušalka, se slišimo prihodnjo sezono. Če se vidimo kje na morju, pa kar zavpi za mano. Avtogramov ne moram dajati, ker nisem hodil v šolo. Za selfie pa sem vedno na voljo. Adijo! Uganke.
Pozdravljeni! Z vami so spet uganke premetanke. Tokrat bodo zagonetke vodene. Dobro prisluhni pesmici in ugotovi, katera beseda manjka na koncu. Začnimo! Poleti, ko pride vročina, rešitev zares je edina, da v vodo skočimo ali pa vsaj noge si namočimo. Eni grejo na bazen, drugi v morje, eni v jezero v visoko pogorje, eni plavajo sami, eni rabijo pomoč, recimo rokavčke ali pa plavalni. Veš, katero besedo smo iskali? Plavaš že čisto sam ali sama, ali ti še kdo pomaga? Jaz sem se recimo naučil plavati šele v osnovni šoli, ampak zdaj pa plavam kot riba. Gremo poiskat naslednjo vodno besedo. Ko dež pade z neba, ga gre nekaj v reke, nekaj v tla. Nekaj se ga pa v luknjo skrije in čaka, da ga sonce odkrije. Včasih kak delček se loči, ko škoran v odprtino to skoči. Ali pa, če noter skoči kak kuža, saj vsi vemo, da takšni luknji reče se. A ni nekaj najlepšega, ko skočiš v odgovor te uganke? Jaz obožujem sprehode po dežju. Rad pa imam tudi hladno pijačo. Kako pa je to povezano z našimi ugankami? Prisluhni. Voda je ena hecna reč, to ve vsak. Ko vre, v njej jajce rata trdo, krompir pa mehak. Če dolgo jo segrevamo, pa čira čara. Počasi iz lonca začne valiti se para. Še bolj pa naš je napaden, ko damo v prostor jo hladen. Za vodo naenkrat izgine vsa sled. Pred nami pa trda kocka, ki ji pravimo. Tako, upam, da si razgibal ali razgibala svoje možgančke z nami in da te prav nič ne zebe. Poleti pa lahko prisluhneš kateri izmed naših prejšnjih oddaj in ugotoviš, ali se spomniš vseh ugankarskih rešitev. Pa srečno! Za boljši svet. Dobrodošli v kotičku Za boljši svet. V uvodu oddaje sem vam že namignil, da vrt zalivam z deževnico. Tukajle pa vam bom predstavil še kakšno idejo, kako pametno ravnati z vodo v gospodinjstvu. Prepričan sem, da nekatere nasvete že poznate in na primer pri vas doma rože zalivate z vodo, ki ste jo uporabili za pranje solate oziroma druge zelenjave ali sadja. In da zapirate vodo, ko si umivate zobe. Pa zapirate vodo tudi pod tušem, takrat, ko se šamponirate? In zalivate vrt z deževnico? Pri zbiranju deževnice bodite pozorni in pokrivajte zbiralnike, drugače se bo vaš vrt spremenil v raj za komarje. Zelo pomemben nasvet, ki sem ga dobil od svojega očeta, je tudi, da pralnega ali pomivalnega stroja ne zaženem, dokler nista polna. In to naredim največkrat po noči. Tako privarčujem tudi elektriko. 2 muhi na en mah. Za pitje vode imejte vedno isti kozarec. Tako boste zmanjšali število umazanih kozarcev. In če radi pijete mrzlo vodo, predlagam, da si jo prej shladite v hladilniku in ne čakate, da dovolj mrzla priteče iz pipe. In ne pozabite, ko ste žejni vi, so žejne tudi rastline in živali. Aha, še tole. Pri kuhanju uporabljajte primerno velike posode, saj s prevelikimi porabite preveč vode. Zaupam pa vam še nekaj. Letos imam en velik cilj in v glavi že snujem načrt, kako bi vodo, s katero se tuširam, lažje uporabil za izpiranje stranišča.
Ta je namreč čisto čista. Prav tako kot tista, ki jo uporabljaš v kuhinji. Nekaj idej, kako vodo preusmeriti od tuša v straniščni kotliček, sem že zbral in komaj čakam, da ta cilj izpolnim. Zdaj namreč vodo po tušem zbiram v vedro. Tako, verjamem, da z vodo varčujete že danes. Če pa se boste jutri, pojutrišnjem ali kadarkoli v prihodnosti spomnili na kakšen moj nasvet ali še koga drugega okužili z njim, potem pa se nam za čisto vodo res ni treba bati. Pravljica. Danes se vračamo k Ezopu in njegovim basnim. Basni so zgodbe, v katerih imajo živali in predmeti lastnosti človeka. Na koncu pa imamo vedno nauk, o katerem lahko razmislimo. Uživajte v poslušanju! Nekoč je živel kuža. Hodil je po mestu in iskal, kje lahko dobi kaj dobrega za podzob. Bil je prebrisan in se ustavil pri mesarju. Izvoli, kuža, tale kost mi je ostala in nimam kaj z njo. Kuža je vzel kost in se z njo v gobcu odpravil proti domu. Ponosen je hitel čez mesto, čez travnike in med potjo prečkal potok. Sredi brvi se je ozrl navzdol in v vodi videl svoj odsev. Hej, kdo pa je tale kuža? Na dlako mi je podoben. In kaj ima v gobcu? Kost, ki je še večja in lepša od moje. In kuža se je pognal v vodo, da bi ukradel to večjo in lepšo kost. A glej ga zlomka, odsev se je razblinil. Kuža je čofotal in iskal pot iz vode, pri tem pa je spustil svojo kost. Ko mu je končno uspelo priti na breg, je ves premočen in ponižan krenil proti domu. Ker je hrepenel po nečem, kar naj bi bilo še lepše od tega, kar je že imel, je ostal praznih tac. Še čestitka in pozdrav iz zvočnika. Čau, čau. Piseshedo! Doviđenja! 再见. Naslišanje! Tale komad bo pa sigurno naslednji poletni hit. A jesenski pa ne more biti. Ah, kje, če pa poje o plažah in vodah in morju? Pa saj je jeseni tudi morje. Jaz grem recimo raje takrat na obalo, kjer je manj gneče. Pa še zrak je hladnejši in prijetnejši. Jaz pa obožujem morje po zimi, ko je povsod drugod mrzlo, tukaj pa je še toplo. Če ni, si pa zakurimo kak ogenj. Če seveda ni sušno obdobje. Meni pa paše iti na morje spomladi in imeti kakšen piknik. Na pesku ali pa na zemlji ob obali. Ponavadi je že tako topla, da se da sedeti na njej. Čakaj. Pravkar smo omenili vse teme letošnjih oddaj. Voda, ogenj, zrak in zemlja. O, pa res? Ja. Prav lepo sezono smo imeli. Zdaj pa malo srebanja limonade in možgane na pašo, da razmislimo, s čim bomo poslušalce in poslušalke razveselili naslednjo sezono. Pripravljeni na počitnice? 3, 4. Zdaj!